Lep pozdrav iz Strasbourga, kjer poteka marčevsko plenarno zasedanje. Začeli smo ga s spominom na dogodke pred enim letom na Japonski, ki sta jo najprej prizadeli dve naravni nesreči, nato pa še jedrska nesreča. Seveda smo izražili sožalje vsem žrtvam teh dogodkov, hkrati pa dejali, da se pametni iz takšnih neljubih dogodkov nekaj nauči in bolje se učiti seveda na napakah drugih ljudi. Evropa ob tej nesreči ni mirovala, ni le govorila, ampak smo delali. Tako smo v prvi polovici lanskega leta sprejeli direktivo o ravnanju z jedrskimi odpadki, ki prvič vzpostavlja zakonodajni okvir za ravnanje z jedrskimi odpadki v Evropski uniji. To je zelo pomembno, na to je pokazala tudi omenjena nesreča v Fukušimi. Poleg tega je Evropa oblikovala tako imenovane obremenilne teste, ki naj bi pokazali, kako dobro so jedrske elektrarne pripravljene na primere takšnih neljubih dogodkov. Pričakujemo končno poročilo sredi letošnjega leta, na podlagi rezultatov pa bo Evropska komisija pripravila tudi morebitne zakonodajne dokumente. Ta nesreča v Fukušimi je pokazala še na nekatere druge pomembne stvari, tako recimo na to, kako pomembno je imeti neodvisen, strokovno močen nadzorni organ, ki bdi nad izvajanjem zakonodaje. Poleg tega je pokazala na pomen neodvisne stroke. Stroka je izredno pomembna in to ne le stroka, ki deluje v jedrskih objektih, ampak tudi tista izven, ki pripravlja razna strokovna mnenja. Pomembno je, da tej stroki dovolimo, da ima domišljijo, kajti v resnici se lahko zgodijo tudi scenariji, ki so sicer zelo malo verjetno. Ta nesreča tudi kaže, kako pomembna je koordinacija in ukrepanje v primeru po nesreči in tu bi tudi Evropa z sodelovanjem lahko še marsikaj izboljšala. Hkrati pa bomo prav na podlagi te nesreče verjetno začeli tudi z razpravo o morebitnih merilih za določanje lokacij novih jedrskih elektrarn. Ta svet je tudi čedalje bolj globalni so ukrepi, pa ne le na področju jedrske varnosti. Čez meje segajo tudi recimo ukrepi na področju podnebnih sprememb, neširjenja jedrskega orožja, prizadevanja za upoštevanje človekovih pravic, za dostopnost do neoporečne pitne vode. In Evropa na vseh teh področjih ima neko svojo politiko, ki je osnovana na njenih vrednotah, na naših vrednotah. Dosegli pa bomo lahko cilje le, če bo tudi ostali svet imel približno enake usmeritve. Zato pa je izredno pomembno, da govorimo z enim glasom.